Torej, za trenutek bi rad podal majhno svetopisemsko referenco. Obstaja čuden vers, ki ga najdemo v Tori, ki pravi: V Egiptu, rekel bom v hebrejščini in nato prevedel. Vehaj še janu oto, knije bevhini froc. Bolj ko so Egipčani preganjali Izraelce, bolj so Izraelci uspevali, kar je nenavadno. Če pomislite, je to v nasprotju z intuicijo. Nikoli tega nisem razumel do zdaj, ker je to naša zgodba. Bolj ko prinašajo temo, več svetlobe prinašamo mi. In bolj ko nas terorizirajo, bolj smo inovativni. Neverjetno je to videti. In to potrjujejo tudi podatki. V tej vojni Izrael še naprej podira rekorde pri združitvah in prevzemih ter velikih strateških investicijskih krogih in mnogih drugih stvarih. Tako da je res nadnaravna odpornost, ki jo vidite v tehnološkem svetu v Izraelu. Samo iz radovednosti. Ja, lahko zaploskate Izraelu. Kdo tukaj je prebral knjigo Startup Nation? V redu, to je odlična knjiga. Ne povejte avtorjem, da sem to rekel, ampak potrebuje osvežitev. Je malo zastarela. In to pravim zato, ker Izrael in izraelski podjetniki ter izraelski vlagatelji resnično ne želijo več graditi zagonskih podjetij. Želimo graditi velika, trajnostna, globalna podjetja. Ne verjemite mi na besedo, tukaj imamo nekaj izjemno, spoštovanih vlagateljev. In rad bi slišal njihovo mnenje, a preden začnemo, na kratko, v 30 sekundah povej, kdo si, Brett. Seveda. Skoraj celo svojo kariero sem bil investitor zasebnega kapitala. Začel sem leta 1989 kot pravzaprav prvi dodiplomski študent, ki ga je zaposlila Blackstone Group, za katero ljudje takrat sploh niso vedeli, da obstaja. Nato sem soustanovil investicijsko družbo zasebnega kapitala, osredotočeno na tehnologijo v Silicijevi dolini, imenovano Elevation Partners. Približno desetletje kasneje me je Jared Kushner dejansko poiskal, da postanem njegov glavni investicijski direktor za Affinity Partners. In moja glavna naloga, ko me je Jared prosil, naj se pridružim, je bila pomagati komercializirati Abrahamove sporazume. In način, kako to narediš, je pravzaprav prek investicijskih partnerstev v regiji. Tako sem nadzoroval naše dejavnosti tukaj v regiji. Eli, koliko časa se že poznava najprej? On me je v bistvu vzgojil. Koliko si stara? 47. Približno 47 let. Točno prav imaš, res je. Skupaj sva hodila v osnovno šolo. Njegov oče je bil moj ravnatelj v osnovni šoli. Najboljša osnovna šola. Res so omenili mojega očeta, to je javna omemba. Najboljši ravnatelj osnovne šole vseh časov. Hilo oče je bil moj ravnatelj v osnovni šoli. V redu, povej. Povej mi, kaj počneš v življenju in kakšna je tvoja celotna investicijska strategija v Izrael. Seveda, začel sem pri 19, pridobil licenci za borznega posrednika Series 7 in Series 63, nato so me zaposlili pri JP Morganu, kjer sem delal v skupini za devizne posle. Tako da imam zelo celovito razumevanje globalne makroekonomije, kar se mi zdi, da je v Izraelu nekoliko podcenjeno, ker smo majhen del zelo velikega gospodarstva. Pred približno 18 leti sem se preselil v Izrael in ustanovil podjetje za posebne situacije, imenovano Exigent Capital. Smo makrotematsko usmerjeni. Nimamo sklada. Vsi pravijo, torej imate sklad. In jaz rečem, da, ker je to preprost odgovor. Smo pa dolgoročni vlagatelji. Čakamo na priložnost, v katero smo zelo prepričani, nato pa jo predstavimo naši globalni bazi vlagateljev. In to je Exigent Capital. V redu, mislim, da lahko zastavim vprašanje v imenu vseh v tej sobi. Dolar, šekel. Kaj se dogaja? Kaj pričakujemo v bližnji prihodnosti? Dej mi kakšno dobro novico. Eli. Veš. Na to vprašanje bom dal dva odgovora. Če ste poslušali nekatere govore na tej konferenci, dobite občutek, da sta ta dežela in ti ljudje obdarjeni z nečim posebnim. Če to prenesete na bolj tehnično raven, to pomeni, da je šekel obdarjen z nečim posebnim. Več desetletij ste imeli bitke med zasebnimi vlagatelji in tako imenovanimi centralnimi bankami. In včasih zmagajo centralne banke, včasih pa zmagajo vlagatelji. Z duhovnega vidika bi trdil, da je Bog vrhovna centralna banka in njegova valuta je šekel. Torej, nekaj je na tem. To mi je všeč. To bom ukradel, Eli. Glede tega te bom citiral. Všeč mi je. Nekaj, proti čemur je težko staviti. Z bolj praktičnega ekonomskega vidika so izraelski izvozi tisto, kar imenujemo neelastični. Torej, če si potrošnik v zahodnem svetu in kupiš izdelek in ga lahko kupiš ceneje v Vietnamu kot na Kitajskem, boš to tudi storil. Ampak Izrael izvaža kibernetsko varnost, ključno zdravstveno oskrbo,
obrambo in te stvari so običajno zelo iskane, ne glede na moč šekla. Tako da mislim, da strukturnega vidika žal za vse Američane v prostoru, ki poskušajo ugotoviti, kdaj bodo kupili svoje stanovanje, ko se bo šekel vrnil na 3,33. Ne vem, če bo kdaj pravi čas. Kaj misliš? Ena pripomba, ki bi jo imel, je, da je to sicer odlično za naše obstoječe naložbe v Izraelu z Affinitijem, a to še dodatno otežuje položaj za ZDA, kjer so običajno naložbe večje kot stanovanja, če gledamo z vidika zasebnega lastniškega kapitala. Torej, veš, prav tisto sredstvo, o kateri si morda razmišljal, ko je bil šekel, ko smo vlagali, je bil tečaj 3,738. Zdaj pa vse, kar gledamo, in če predpostavimo, da bo prišlo do neke depreciacije v primerjavi z dolarjem, je to preprosto strukturna slabost, s katero bi se morali soočiti kot tuji vlagatelj. V redu, pogovorimo se o neodvisnosti. Prav. Mislim, da je to danes vroča tema. Ali bi moral biti Izrael finančno in vojaško neodvisen? O tem se veliko govori. Bibi o tem ves čas govori. In osebno mislim, da je to smer, v katero moramo iti, ker ko smo odvisni od tujih vlad, se to za nas ne konča najbolje. Povej mi kaj o tem. Kakšno je tvoje mnenje? Ali bi moral Izrael postati neodvisen? Če ja, kako to dosežemo? No, ponovno bom to predstavil z vidika zasebnega lastniškega kapitala. Mislim, da če pogledate, kakšna je strukturna smer, verjamem, da bo neodvisnost vedno večja. Izrael mora postati vedno bolj neodvisen na nekaj ključnih področjih. In tukaj bi rekel, da lahko tradicionalni zasebni lastniški kapital odigra svojo vlogo. Mislim, da bo prišlo do selitve tradicionalnih proizvodnih zmogljivosti v bližnje države. Mislim, da vemo in smo videli, da sta predsednik vlade in obrambni minister povedala, da moramo imeti večjo neodvisno proizvodnjo osnovnih komponent obrambne tehnologije. Tako da mislim, da boste tam videli vse večji premik v tej smeri. In prav tam je prava priložnost za zasebni lastniški kapital, kaj ne? Če je proizvodna zmogljivost veliko bolj kapitalsko intenzivna, in prav tam verjamem, da so ljudje, kot je Affinity, ko sem bil tam, iskali priložnosti v tradicionalnem gospodarstvu. Mislim, da bo tam potrebnega kar precej zasebnega lastniškega kapitala. Vsega ni mogoče financirati doma. Točno to, kar smo prej govorili. Zapustili smo fazo Startup Nation, kaj ne? Zasebni lastniški kapital je dober pokazatelj tega, kaj ne? Seveda, tukaj je celoten VC ekosistem. Zavedamo se tega, ali s tem smo seznanjeni. Ampak bolj kot slišimo o vstopu zasebnega lastniškega kapitala v Izrael, bolje je za nas, vsaj po mojem mnenju. Kaj pa ti misliš? Strinjam se. Povezal bom neodvisnost, avtonomijo in odpornost z umetno inteligenco, ki je očitno glavna tema današnjega dne. Mislim, da je Izrael dosegel določeno stopnjo neodvisnosti ali statusa skozi več valov inovacij. Pa ne je šlo za zdravstvo ali, mislim, v zadnjem času predvsem kibernetsko varnost. Kjer smo, glede na našo velikost, vodilni v svetu. Ali pa celo vodilni v svetu, mislim. Vodilni v svetu, pika. Glede Boga v zvezi s stvarjo šuho. AI je druga zgodba, ker kar vidite v preostalem svetu je, da prevlado AI ustvarja fizična infrastruktura. Tu so ogromni podatkovni centri in to tradicionalno ni področje, kjer bi Izrael izstopal. Zato mislim, da ko razmišljamo o tem, kako bo Izrael postal odvisen in odporen na področju umetne inteligence, ki bo po mojem mnenju resnično zaznamovala naslednjih nekaj desetletij, Mislim, da gre za napredek tehnologij in njihovo zmanjševanje ter večjo učinkovitost. Gre za kvantno tehnologijo. To je specializirana umetna inteligenca. Zato bom temu nekoliko nasprotoval. malo glede tega, moraš ustvariti nekaj polemike glede tega. Paneli, Ustvarjanje polemike. Samo zato, ker se poznava že 47 let. Mimogrede, v plenicah si izgledal bolje kot zdaj. Rekel sem ti, da o tem ne govoriš javno, človek. Oprosti, moja napaka. Zato moramo te stvari narediti manjše in bolj učinkovite. Ustvariti moramo specializirano umetno inteligenco. Ne bomo uspeli z gradnjo večjih podatkovnih centrov, ker nimamo prostora za to. Kakšno je vaše mnenje o umetni inteligenci? veste, mislim, da je to zelo pošteno. To je tretji trend, ki ga bomo opazili. Spet boste potrebovali veliko kapitala za gradnjo teh podatkovnih centrov. Spet je tu vloga za bolj tradicionalni, zasebni, lastniški kapital. Naložbe v Izraelu so bile bolj usmerjene v programsko opremo. To ni bilo področje, ki bi ga prej opazili.
In da bi Izrael postal neodvisen, ne potrebujejo le podatkovnih centrov in energetske infrastrukture, ampak morajo tudi začeti usposabljati lastne modele umetne inteligence, kaj ne? Ena stvar, ki smo jo opazili v ZDA, je, da ustvarjajo tiste, ki imajo, in tiste, ki nimajo. In mislim, da ni dobro, da številni veliki LLM-i in OpenAI odločajo, kdo lahko uporablja njihove najnaprednejše modele in kdo ne. In Izrael, ena stvar, ki smo jo opazili, noče biti v položaju, ker bi bil odvisen od ameriške programske opreme na področju umetne inteligence, da bi to zagotavljal Izraelu. To bi bila slaba situacija. Dodam še to, ameriška vlada odloča. Kdo lahko to počne? Zanimivo, v redu. Povejte mi o tem, ne bi smel reči, obdobje po umetni inteligenci. Ampak kaj je naslednje za Izrael na področju tehnoloških inovacij in poslovanja nasploh? Poglejte, mislim, da bo celoten ekosistem umetne inteligence ustvaril nekaj novega. Obstaja drugi odvod, tretji odvod, vse, kar vidimo, da izhaja iz tega. Mislim, agenti umetne inteligence. Videli bomo, kaj bo na področju robotike, kar bo nekaj, česar nihče še ni videl. Robotika ne bo sestavljena samo iz smešnih malih robotov, ki vam bodo olajšali življenje. Če govorimo o tem, kar mislim, da ni tako daleč, boste slišali, boste videli, zakaj je plačni paket Elona Muska vezan na kolonizacijo Marsa, kar se zdi nemogoče. Verjame, da bodo obstajali roboti, ki jih bodo poslali na Mars. Dejansko je ustavil proizvodnjo dveh modelov Tesla, model S in model X, da bi gradil robote. Tako je, mislim, vse je bilo skoraj tako. On je Teslo videl kot vadbišče za proizvodnjo v prihodnosti. To je tisto, kar se je naučil. Ne misli, da je to potrebno, misli, da je to postalo standardizirano, nič posebnega. Ampak robotika, ki bo omogočila kolonizacijo Marsa, kolonizacijo Lune, rudarjenje in podobno, to je v resnici temeljna predpostavka tam. Tako da bojo tam samo prvi, drugi, tretji izpeljanki umetne inteligence. In to je tisto, kjer pričakujem, da je lahko Izrael zagotovo eden izmed vodilnih. Ali bomo v našem življenju pristali na Marsu? Jaz vsekakor verjamem Elonu Musku. Se ne bi sprejel plačnega paketa, za katerega ne verjame, da je mogoč, kaj ne? In on je nekdo, ne bi stavil proti njemu. Če mu ne uspe, bo zagotovo bistveno povečal možnosti, da se to dejansko zgodi. Dokazal nam je vsem, da lahko naredi nemogoče. Ne? Mislim, da je za vsako njegovo podjetje vsak rekel, da to ni mogoče, da to sploh ne pride v poštev in on je to naredil. Kdo ve, morda Mars v našem življenju. Kaj misliš? Mislim, da je naslednja faza gospodarskega napredka za Izrael pravzaprav bolj geopolitična. Mislim, da gre za regionalno integracijo. Mislim, da obstaja dan po tej dobi vojn. In že zdaj se pod površjem dogaja veliko stvari. In mislim, da se veliko od tega začne dvigovati nad površje. Kar se bo resnično spremenilo, je interakcija med ljudmi na poslovni ravni. Ker trenutno, če ste monarhija v zalivu in želite poslovati z Izraelom, je to vaša stvar. To lahko storite. Nihče drug za to ne bo vedel. Če pa ste izraelsko podjetje in želite odpreti poslovalnico v Dubaju, Abu Dhabiju, Dohi, Rijadu ali kjerkoli drugje, tvegate precej veliko. Kultura odpovedovanja je najmanjša grožnja za to podjetje. Mislim, da bo, ko bomo to presegli, prišlo do pravega premika paradigme za mala in srednja podjetja, ki bodo lahko prvič obiskala te kraje in imela občutek, da se lahko resnično vključijo. Zato sem glede tega navdušen. Abrahamovi sporazumi pri tem seveda pomagajo, ampak moram reči, da sem o tem v zadnjem času veliko razmišljal. Znani verz, ki ga pozna vsak Jud in vsak kristjan na svetu, pravi, da bodo tisti, ki blagoslavljajo judovsko ljudstvo, blagoslovljeni. Tisti, ki preklinajo Jude, pa... To je lep koncept. Ampak, če pogledate 10 najvrednejših podjetij na svetu, jih je 9 izrazito cionističnih. Katero je trenutno najvrednejše podjetje na svetu? Nvidia. Tip je pravkar potrojil svojo prisotnost v Izraelu, kaj ne? Vsako izmed teh podjetij, Meta, Amazon, Google, Apple, kaj ne? Koliko uporabnikov iPhona je v občinstvu? Dignite roko. Wow, Android? Oprostite, ostanite. Si uporabnik Androida? Vem, da je popolno. Vem, da je popolno. Ne, ampak šalo na stran. Kot takrat, ko si ponosen Judd in ponosen uporabnik Androida. V redu, o tem se bomo prepirali kasneje. To je kot religija, veš, iPhone, Android. Ko odklenete svoj iPhone, ljudje tega ne vejo. Ko odklenete svoj iPhone z uporabo Face ID-ja, ali kdo ve, kdo je to izumil? To je izraelsko podjetje PrimeSense, ki ga je Apple prevzel. In mimogrede, Apple je med to vojno pravkar že drugič prevzel podjetje istega podjetnika. Čip je narejen v Herzliji. Če si uporabljal Microsoft Teams,
je to narejeno v Herzli. In to drži dobesedno. Mislim, da je 9 od 10 najvrednejših podjetij na svetu spet izrazito cionističnih. In to je neverjetno. Ampak veš, nimamo veliko časa. Zato ti želim zastaviti, najbolj temeljno vprašanje. In sicer, kako? Kako je Izrael, država manjša od New Jerseyja, v najslabši soseski na svetu, postal tehnološka velesila? V 15 sekundah. Z besedami Golde Meir, ali smo imeli sploh drugo možnost? Všeč mi je. Vsi smo zajčji mož. Želim si, da bi jo spoznal. Ja, kot 100-odstotni vnuk preživelih holokausta bi se s tem strinjal. Nismo imeli druge izbire. Bili smo skovani. Ampak mislim, da je to zanimiva stvar, če se usedeš v taksi v Tel Avivu in se pogovarjaš z voznikom. Ga vprašaš, koliko časa si že taksist. On reče, jaz nisem taksist. Imam startup. To je moja stranska služba. A ne? Vsak v tej državi, to je ograjeno v kulturo Izraela. In je Ne upočasnjuje. In mimogrede, boril se je tudi v veliko vojnah, kaj ne, tip. čudovito. Tudi pravočasno. Hvala vam, fanti.